Lepo vas pozdravljam na okrogli mizi Aktivizem proti nasilju nad ženskami. Današnji dogodek poteka v okviru Dnevov enakosti spolov in ga organizirata Filozofska fakulteta in spletni portal spol.si. Z nami so 4 aktivistke iz različnih generacij feminističnega gibanja v Sloveniji, ki nam bodo pomagale razumeti, kako družbeno-politični sistemi in ideologije vplivajo na nasilje, predvsem pa na aktivistične prakse proti nasilju nad ženskami. Razpravljali in razpravljali bomo o socialističnih, liberalnih, anarhističnih in bolj spontanih pristopih in se spraševali, kateri so učinkoviti in kje so njihove omejitve. Po katerih nacionalnih, globalnih, aktivističnih praksah se lahko zgledujemo. Na tej podlagi bomo začrtali tudi scenarij za prihodnost bojev proti nasilju nad ženskami. Lepo pozdravljam najprej Mojco Dobnikar, ki je prevajalka, feministična publicistka in aktivistka, soustanoviteljica in članica feminističnih skupin Lilit, Ženske za politiko in Vita Aktiva. Je tudi soustanoviteljica in več kot desetletje sodelavka SOS telefona, sopodbudnica ustanovitve prve nevladne varne hiše za ženske, žrtve nasilja, in sopodbudnica sprememb kazenske in druge zakonodaje v zvezi z nasiljem nad ženskami. Dobrodošla. Lepo pozdravljam tudi Jasno Podreka, predavateljico na oddelku za sociologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, kjer se raziskovalno ukvarja z vprašanji nasilja, zlasti nasilja v družini, nad ženskami, spolnega nasilja ter enakosti spolov. Ob tem je tudi zunanja sodelavka društva SOS telefon, kjer žrtvami nasilja dela v praksi. Potem pozdravljam tudi Zalo Metlika, ki je magistrica prava, zaposlena je kot socialna delavka na Centru za socialno delo. Pred kratkim je magistrirala z raziskavo o učinkovitosti mehanizma prepovedi približevanja. Danes nas bo pa še posebej zanimal njen pogled na anarhistične prakse, ker je blizu različnim avtonomnim kolektivom. Pozdravljam tudi Saro Štiglic. Je študentka novinarstva ter aktivistka na področju feminizma, podnebnih sprememb, okoljevarstva in človekovih pravic. Rekel bi, da je znana bolj kot svobodna ptica, ki pogosto deluje samostojno ali pa se povezuje tudi z različnimi skupinami. Torej, da preidem na prvi krog vprašanj, nekako začeli bomo z socialističnimi praksami in pristopi. Mojca, socialistična ideologija je izvor nasilja nekako pripisovala v osnovi kapitalizmu. Kljub temu lahko rečemo, da v socializmu ni bilo v bistvu nasilja nič bistveno manj kot v kakšnem drugem družbenem sistemu. V odgovor so se potem v 80. letih prejšnjega stoletja pojavile civilno-družbene skupine, ki so zahtevale spremembe. Ti si bila seveda del teh iniciativ. Prosim, razloži nam, kako se je oblikoval feministični aktivizem v socializmu, kakšne so bile vaše metode in cilji. Mikrofon. Jaz sem za začetek hotela povedati to, da po mojem videnju in po videnju še marsikoga so ženske pravice v socializmu, se pravi v prejšnjem sistemu, v tistem, v katerem sem jaz gor rasla, pa še nekatere tukaj prisotne, imele svoj prostor, da so se razvijale. Imele so tudi svoje pobudnice, svoje aktivistke, če lahko tako rečem, svoje zagovornice med političarkami in tako naprej. Te ženske pravice, bi rekla, so se začele razvijati s pristopom, dajmo razviti družbeni sektor, tako da bomo razbremenili ženske doma in se bodo lahko zaposlile, se pravi, razvijajmo splošno izobraževanje vsem dostopno, varstvo otrok, javno prehrano, javno zdravstvo in tako naprej. Vse to se je v socializmu seveda tudi počelo.
In dejansko je delno razbremenjevalo ženske, ki so pač tradicionalno bile in še vedno velikokrat so nosilke tega domačega, gospodinjskega, negovalnega in vsega drugega dela doma. Socializem je tudi promoviral čim višje izobraževanje za vse in čeprav smo imeli spolno segregacijo tako v srednjem kot v visokem šolstvu, je dejstvo, da se je spodbujalo dekleta oziroma se jim je odpiralo vrata tudi v naravoslovne in tehnične poklice. Jaz sem recimo sama bila del tega, ker sem se leta 1977 odločila in se vpisala na študij, višješolski študij agronomije. Tam nas je bilo žensk več kot polovica, s tem, da smo potem postale kmetijske pospeševalke, se pravi, smo delali v praksi s kmeti in kmeticami na podeželju, nekatere so sicer pristale tudi v pisarnah, no jaz sem pristala v prevajalstvu, nisem nikoli delala kot kmetijska pospeševalka. Kakorkoli so se te pravice razvijale, se je nam pač tej moji generaciji feminističnih aktivistk, mislim, da lahko to trdim, sistem zdel pretog in prepočasen v uveljavljanju teh in še raznih drugih pravic. Veliko je bilo besed o enakopravnosti, recimo, ne, to je pač pojem, ki se je takrat uporabljal, danes govorimo o enakosti. Mi smo pa opažale in čutile dvojno obremenjenost, ne, poleg zaposlitve, pač še skrb za družino in tako naprej, kar sem že omenila. Reproduktivne pravice so bile načeloma zagotovljene, vključno z abortusom, ampak kondomi so se trgali, a ne, diafragme so bile v lekarnah za dobiti ali pa ne. Potem kontracepcijskih tablet je bilo samo 3 vrste in pač nekaterim ženskam zdravstveno nobena od teh ni ustrezala in tako naprej, se je bilo treba tudi kontracepcijo nabavljati v tujini, če si le imela to možnost. Poleg tega problema realnosti v primerjavi z deklarativnostjo so pa obstajali še ti neizrečeni, zamolčani problemi, kot je nasilje in med njimi zlasti spolno nasilje. O tem se praktično ni govorilo, čeprav so se delale že tudi neke študije, kriminološke. In čeprav so nekatere žrtve v sistemu, se pravi, če so se odločile za prijavo ali pa v sistemu socialne pomoči dobile ustrezno pomoč, tako kot bi si jo nekatere še dan želele, pa je ne dobijo. Ampak to je bila bolj izjema kot pravilo. In pol so bila še vprašanja, ki niso bila tako eksistencialno boleča, smo se pa spotikali ob njih, ala vprašanje hierarhij v raznih podsistemih, recimo na faksih, v profesorskih zborih so skoraj absolutno prevladovali moški, ne, so le počasi se odpirali tudi za profesorce. In no, skratka, da ne naštevam, o tem obstajajo knjige. Mi smo se o teh problemih pogovarjali, brali o njih, prevajali literaturo, začeli tudi pisati, konec 70-ih, v začetku 80-ih, jaz bolj v začetku 80-ih. Poleg tega smo pa organizirali v javnem prostoru, pa organizirali diskusije in delali smo druge stvari, kot so prevodi, ki sem jih že omenila. Ta knjiga recimo je šla leta 1988, Susan Brown Miller, in jaz to razumem kot del aktivizma, ker sem zbrala krog žensk, ki so to prevedle. Izdajali smo take biltene na Ciklostil razmnoženo, če še kdo ve, kaj je Ciklostil. Tole je kakšnih 20-30 strani naših in prevedenih člankov. Rekla sem, da smo organizirali večere, mogoče isto, če mi pomagaš, diskusijske večere, zdaj govorimo o sekciji Lilit. To je bil prvi večer, prva javna diskusija o nasilju nad ženskami in smo s takimi plakati polepile center Ljubljane. Hvala, Jasna, se bo v redu. Hvala.
Potem smo delali takele zloženke, SOS telefon in gor objavljale, ne vem, vse mogoče od tega, kaj je nasilje, razne citate iz feministične literature in tako naprej. Skratka, trudile smo se biti, ne trudile, vleklo nas je biti aktivne na razne načine, biti prisotne v javnem prostoru, če se je le dalo in dalo se seveda na drugačen način, kot se to da danes. Javni prostor je bil čist nekaj drugega, tega se zavedam. Pri vprašanju uspešnosti, ki si tudi to spraševal, se mi zdi pa pomembno, ravno zaradi tega sem to hotela pokazati, opozoriti, da je šlo res za eno sinergijo raznih metod, raznih pristopov, predvsem pa za vzajemno podpiranje žensk, aktivistk na različnih področjih, ne samo aktivistk v tistem strogem smislu, ampak tudi ženski so se ukvarjale s teorijo ali pa z obojim, se pravi bile aktivistke in se ukvarjale s teorijo. In tisto, kar je bilo izredno pomembno, podpora novinark. Jaz, ko danes gledam, kaj delajo mediji in kaj delajo novinarke v medijih, se res dobesedno z nostalgijo spominjam novinark, ki so takrat podpirale naš aktivizem, čeprav marsikdaj marsičesa niso razumele, pa so v svojih prispevkih stvari tudi banalizirale in podobno, ampak bile so pa pripravljene zastaviti svoje novinarsko ime, zato da so podprle naše akcije. Mislim, da sem dosti za prvi krog, da sem prekoračila čas. Mogoče še malo pojasniš, kako pa je v bistvu takratna oblast odreagirala na to vaše samoorganiziranje v bistvu? Oblast je bila tako, reakcija je bila dvojna v resnici. No, na eni strani se je oblast, to je zdaj, ne, skupek enih ljudi, enih forumov in tako naprej. Ampak na eni strani mislim, da je bilo zavedanje, da pač socializem vsega ni rešil, ker ti sistem se je itak pojmoval kot en sistem v razvoju, ne kot nekaj, kar smo naredili in to je zdaj socializem in to je gotovo zaključen projekt, ni nič za popraviti. In mislim, da je tudi, kar se tiče ženskega vprašanja, kot smo temu rekli takrat, bilo to razumevanje, da je še veliko stvari za ponarediti. Feminizem kot pojem in kot pojav se je pa v glavnem zavračal kot nek buržoazni izrodek, neko buržoazno, kako se že rekli temu, ne spomnim se zdaj izraza, nekaj, kar pač v socializem ne paše. Domnevam, da zaradi tega, ker so gledale naše političarke in politiki videle predvsem neke akcije, ki so se jim zdele preagresivne, ne vem, kakšne. En del je bil to, drug del pa po moje to, ker veliko aktivnosti tega obdobja na Zahodu znotraj feminizma ni bilo usmerjenih ali pa niso bile zadosti glasne, da bi jih tudi pri nas slišali v ta vprašanja, ki so se v socializmu reševala. Se pravi to, kar sem na začetku govorila, ne? Razvija ta tako imenovani družbeni sektor, zato da ženske lahko majčkeno bolj svobodno zadihajo. Imele smo pa tudi take malo subverzivne prakse občasno, smo uletele na kakšen družbeno-politični forum s kakšno nepričakovano kritiko. Recimo leta 1987 je po naključju prišel v javnost scenarij za praznovanje proslavo ob dnevu mladosti tisto leto. In v tem scenariju je bilo med drugim predviden nek filmček kratek, v katerem naj bi nek mladenič plezal po svoji punci, na kavču naj bi sedela, on naj bi plezal po njej, trgal majico z nje, zadaj bi se parolal komad, kako je že bil, v tem smislu svoje ženske, kdo je to, ki svoje ženske ne da, vse tuje ženske bi pa po vrsti, ne, se ve kaj. Skratka, vulgarno, grozljivo, no in jaz sem takrat uletela na sejo predsedstva Republiške konference Zveze socialistične mladine Slovenije in ostro kritizirala ta del scenarija,
Ne vem, če bi proslava se zrušila zaradi tega, verjetno da ne, ker drugi so imeli pa druge kritike, ampak hotela sem to kot primerene take subverzije male znotraj tistega sistema opisati. Je pa bil odziv, ne? Odziv je bil pozitiven na tem konkretnem forumu, ne? Da res to pa ne paše v proslavo dneva mladosti. Hvala za prvi krog. Jasna, zdaj, če gremo po časovnici naprej, bivše iniciative so se nekako reorganizirale v nevladne organizacije. Zdi se mi, da je prevladalo to neko prepričanje, da je glavni, ki je odgovoren za nasilje, storilec in da je treba pač temu primerno ukrepati. Prihajali so predlogi za neke nove pravne rešitve. Seveda bi rekla, da je moj vtis pravilen, kako delujejo nevladne organizacije, kaj bi rekla, kaj je značilno? Ja, hvala, lep pozdrav še v mojem imenu. Ja, zagotovo to, kar si rekel, če najprej gremo na ta sistemski vidik, Slovenija velja za primer dobre prakse v mednarodnem merilu glede sistemske ureditve in sistemskih rešitev na področju obravnave nasilja v družini, nasilja nad ženskami, ne. Dediščina, ki jo je Mojca predstavila, je bila ogromna. V Sloveniji so se meni več kot reče kdo, nič se ni spremenilo, ne. Znači, počakamo, zdaj poglejmo, kaj vse se je spremenilo in ogromno se je spremenilo. V Sloveniji imamo relativno dobro zakonodajo na tem področju, imamo zelo dobro razvit nevladniški sektor, ki nudi izjemno podporo žrtvam in je prav zares tisti, ki nekako vleče naprej vse to, kar je bilo postavljeno skozi zgodovino od 80-ih let dalje, za kar so se borile naše predhodnice, kar je Mojca opisala. Tako da imamo z tega vidika, ja, in je prevladalo. V osnovi je bilo v ozadju to prepričanje, da je torej nasilje nad ženskami družbeni problem, da je za nasilje odgovoren izključno tisti, ki ga povzroča in da je to racionalno vedenje, ki ga je potrebno sankcionirati, ne. Imamo zelo razvejano sistem pomoči za žrtve, en del je seveda vladniški sektor, ampak drugi zelo pomemben gonilni je pa nevladniški, ki vodi tudi svoje varne hiše, nudi psihosocialno podporo, Društvo za nenasilno komunikacijo ima tudi programe, treninge socialnih veščin za delo s povzročitelji nasilja. Tako da nevladniški sektor je na nek način paradni konj v smislu, da nudi tisto glavno podporo žrtvam nasilja, ki jo velikokrat na vladnih institucijah ne dobijo, kot bi jo morale, ne. Jaz si upam trditi, da če mi ne bi imeli nevladniškega sektorja, ne bi se premaknili prav daleč od tega, kar je bilo prej, ko nismo imeli ničesar. Zaradi tega, ker jaz vedno rečem, mi lahko imamo še najboljši zakon, ne, napisan, če nimamo strokovnega osebja na drugi strani, ki zakon razume, in ima dovolj strokovnega znanja, da prepozna nasilje, potem zakon ne pomaga nič, ne. In jaz mislim, da smo zdaj v nekih novih časih, ne, zakaj sem prej pokimala, ko si rekel, da to so bili temelji, a ne, da smo postavili, a ne, torej jasno nam je konsenz o problematiki nasilja in tako dalje, no mi se bojim v nekih časih, ko ravno pod vprašaj postavljamo ravno te trde temelje, ki jih je postavil feminizem od 80-ih let dalje, na osnovi česar se je postavil sistem za preprečevanje nasilja nad ženskami in v družini. In se zdaj soočamo ravno s tem, da spet preizprašujemo to, ne, kaj sploh je nasilje, ne, ogromno govorimo o njem, ampak kar opažamo mi na terenu, pa tudi v družbi, da prav zares je veliko napačnega razumevanja, kaj sploh nasilje je. S tem, ko se je povečalo, s tem, ko smo postavili sistem, se je povečalo število prijav nasilja, več primerov, ki jih imajo v obravnavi in s tem tudi vse več obtoževanja žrtev, ne, da lažejo, da so to lažne prijave. Veliko nasilja se na institucijah zgubi, v smislu, da se žrtvam pač ne verjame, vse se zdaj zgrne pod nivo konflikta družinskega.
No in tukaj mislim, da imajo nevladne organizacije zelo pomembno vlogo v sodelovanju z akademsko sfero, prav zato je tudi moja želja vedno ostajati, čeprav je naporno včasih, ampak v obeh sferah, ker se mi zdi, da s tem pogledom v prakso in kar se dogaja na terenu, potem tudi bolje razumem teorijo in obratno. Je naša naloga zdaj ta, no, da delamo na tem, da širimo neka znanja na tem področju in da opozarjamo, kaj je pa tisto, ne, onkraj sistema, ki je, ki stoji, ki je, kaj je pa tisto, ki nam pa še vedno povzroča težave v praksi in v družbi, da vendarle obravnave posamičnih primerov, velikokrat naletimo na še zelo veliko nekih neustreznih praks obravnave konkretnih primerov nasilja. No, to je tisto, kar... In tukaj vidim, da nevladni sektor lahko ponudi ogromno, ker mogoče to še dodam, no, za konec, nevladni sektor je bil tisti, ki je ogromno vlagal tudi v znanje. Mi se s tem srečujemo zdaj, ker mi opozarjamo v vladniškem sektorju, centri za socialno delo, policija, sodišča, tožilstva, preveč generalistov dela na tako specifični temi. Umanjka specialistično znanje za prepoznavanje nasilja, ne. In to je tisto, kar se sedaj opozarja, da je treba vlagati v to. In tukaj nevladniški sektor je pa na tem delal vsa ta leta in to specializirano znanje ima, ki ga zdaj lahko ponuja naprej. Seveda v sodelovanju z akademsko sfero in z drugimi deležniki, no, toliko mogoče. Zdaj, omenjal sem, ne, to storilce, izvajalce nasilja, ne vem, kako bi temu rekli, povzročitelje, pardon, ja. Nekako glavni pristop tukaj je seveda, da se te storilce izloči, odstrani, izolira, a ne. Kako učinkovit je ta pristop, če pač pomislimo, da tudi če storilca iz nekega okolja odstranimo, si bo zelo verjetno kmalu našel pač drugo žrtev, kar mislim, da ti tudi zelo dobro poznaš iz same prakse, ne? Ja, zdaj, najprej treba reči tako, jaz sama vedno opozarjam, lahko me kdo popravi, ampak mi smo, prej ko sem govorila o sistemu, mi smo v glavnem delali sistem z vidika zaščite žrtve, kar je edino pravilno, najprej potrebno to, ne, vzpostaviti sistem, da zaščiti žrtev in tukaj imamo zelo veliko mehanizmov, premišljenih mehanizmov, kako pomagati, kako zaščititi žrtev. Na drugi strani smo pa zanemarjali ne samo mi, v globalnem smislu, pa delo s povzročitelji nasilja. Tukaj se lahko posipam s pepelom, lahko bo kdo jezen name, kar bom zdaj rekla, ampak en del feminizma je zagovarjal tezo, da se s povzročitelji ni vredno ukvarjati, ki je tudi precej prevladal. Po drugi strani je to precej problematično in se zdaj rezultira v pomanjkanju programov dela s povzročitelji nasilja. To ne pomeni, da jaz mislim, da je povzročitelje treba božati in jim reči, da so ubogi, daleč od tega. Ampak po drugi strani pa se kaže in raziskave so na tem področju jasne. Če se ustrezno ne dela s povzročitelji nasilja, mi nimamo mehanizma, da bi lahko zelo učinkovito zaščitili žrtev, če jo ta želi najti. Zato je potrebno en sistem, ki se je vzpostavil, to so treningi socialnih veščin, ki se je pokazal, ne gre samo za to, da ni nujno, da ti povzročitelja izoliraš in odstraniš, v bistvu on ostane v svojem okolju, ampak je cilj tega, da pridobi uvid v svoje nasilno vedenje skozi pač neke premišljene delavnice in delo z njimi, ki ni terapevtske narave, ampak je to, da pač pridobi in se zaveda problematičnosti svojega vedenja, poskuša na dolgi rok korigirati vedenje. To izvaja Društvo za nenasilno komunikacijo, pri nas še nekaj drugih programov je, ampak to je bistveno premalo. To se je zdaj začelo izkoriščati na način, da na sodiščih se včasih zadovoljijo s tem v postopkih, da pošljejo ali pa centri za socialno delo pošljejo nasilneža na ta program in če ta program naredi, je potem to podlaga za kakšne bonitete v smislu, ne vem, dodelitve stikov z otrokom ali pa ne vem, zmanjšana kazen v zaporu ali pa podobno. Jaz si upam trditi, da ta program sam po sebi je lahko delno učinkovit, nikakor pa ni garancija za zaščito žrtev. In nam manjkajo še drugi mehanizmi na različnih nivojih domisliti, kako še delati s povzročitelji ali pa kako še
pristopiti, da je lahko zaščita čim bolj učinkovita. In jaz mislim, da je to vprašanje prihodnosti. No. Tudi s povzročitelji je potrebno delati in se vprašati, na kakšen način skozi delo z njimi, ne v smislu, da rečemo, da je upravičeno nasilje, daleč od tega, ampak premisliti strategije dela, da so lahko za žrtev čim bolj učinkovite, da bo manj tega umikanja žrtev, ne, ker mi imamo že zakonodajo, ki pravi, da žrtev lahko ostane na domu, ampak če je visoko ogrožena, jo na domu ne moremo pustiti, če povzročitelj ne dobi pripora in ga skoraj ne dobi v Sloveniji. Niti zaporne kazni za nasilje v družini so tako rekoč zelo redke. Ne. Tako da praviloma povzročitelj ostane zunaj in žrtev mu je dostopna. Tako da ta vidik je precej pomanjkljivo urejen v Sloveniji. V redu, hvala za enkrat. Zala, če kar nadaljujemo s to temo, v bistvu, če pogledamo anarhistične prakse, pa so tukaj nekoliko drugačni pristopi. A ne? Torej, prvič pač povzročitelja se preprosto ne odstrani, ampak se, kot prav razumem, skuša na nek način delati tudi z njim. Ne? In nekako tudi kot samo nasilje je razumljeno kot nekako problem celotne skupnosti, ki se mora s tem soočiti. Lahko malo več razložiš, kakšni so ti pristopi, ker mislim, da so vendarle drugačni od nevladniških ali pa tudi od tega, kar je govorila Mojca. Jaz bi mogoče te naprej na začetku popravila, pa bi vzela oziroma prečrtala ta anarhistični pristop, ampak bi v bistvu govorila o pristopu transformativne pravičnosti, ki izhaja iz dekolonialnih praks, različnih staroselskih skupnosti, različnih samoorganiziranih skupnosti, regij, avtonomnih prostorov in tako naprej. In je sežetek pač nekih globalnih svetovnih praks feminizma, ki hkrati v bistvu ženskega vprašanja oziroma vprašanja nasilja nad ženskami ali pa nasilja nasploh ne jemlje ločeno od vsega ostalega, ne, ampak gre to za sežetek pač različnih sistemov zatiranja, ki so predvsem pač oblastniški in izhajajo iz kakršnihkoli hierarhičnih struktur oziroma pač kakršnihkoli struktur oblasti. Zdaj, mogoče samo za začetek eno od vprašanj, no, kakor si mi ga postavil že v temle mailu, je bil, kako se te prakse mogoče razlikujejo od socialističnih pa nevladnih, pa bi tle mogoče začela s kritiko mogoče socializma in nevladnih organizacij, samo zato, da v bistvu lahko razumemo ta nek zgodovinski lok, kako pa pridemo do teh dekolonialnih praks, pa kaj lahko pomenijo za naš prostor. Zdaj, zanimivo je, da v Jugoslaviji do leta 1977 neposrednih prispevkov o nasilju nad ženskami sploh ni, ne? Ampak v bistvu o nasilju nad ženskami lahko prebiramo posredno prek različnih, ne vem, revij ali pa prek različnih nekih feminističnih avtonomnih skupin, ki so v bistvu črpale iz drugih revolucionarnih praks oziroma iz drugih svetovnih feminističnih praks. En zanimiv pogled na to je, kako znotraj revije Naša žena, ki je bila v bistvu ustanovljena pod okriljem AFŽ-ja, je eden od virov, kjer lahko nek ta socialistični ustroj oziroma obravnavo nasilja nad ženskami analiziramo posredno. In imamo recimo neke 4 faze, kako razumeti nasilje oziroma kako razumeti pač žensko vprašanje nasploh. In je bilo zanimivo gledati recimo to prvo fazo, ki je bila pod okriljem AFŽ-ja, kjer je bilo ideja pač vzgojiti slovensko ženo v pravo socialistično delavko, ne, se pravi povečati ta nek političen angažma, povečati pač njeno družbeno udejstvovanje v kakršnihkoli političnih zadevah. Pod daktirko te kritike buržoaznega feminizma se niso dotikale zasebnih zadev, ampak potem kaj kmalu pač uvidijo, da je treba tudi naslavljati pač reproduktivne pravice in ostale pač zasebne zadeve, ne? In tukaj pridemo v to neko drugo fazo, kjer se pojavljajo potem znotraj različnih prispevkov tudi vprašanja posredno avtonomije telesa in pač prek tega nagovarjanja
mislim, da je bil nek prispevek zdravnikov v tej naši ženi, kjer so lahko ženske poročale pač o različnih telesnih spremembah in prek popisa teh prispevkov lahko spremljamo, koliko je v bistvu nasilja nad ženskami znotraj intimno-partnerskih, znotraj družine nasploh. Pa lahko vidimo naprej ta nek v 70-ih letih, kako v bistvu revija začne iti v to potrošniško mentaliteto, ko se nagiba k zahodu in v 80-ih končno pač obrat v smer čist zahodnega koncepta ženske revije in v bistvu zgubimo celotno pač preizpraševanje tega, kaj sploh nasilje nad ženskami je. Ne? Hkrati, ker se je v bistvu Mojca že dotaknila, imamo tudi neke kriminalistične raziskave na to temo, ampak v bistvu se nasilja nad ženskami ne dotikajo onkraj alkoholizma, recimo znotraj družine, ali pa ne. Se pravi, pač ne razumejo nasilja kot sežetek pač patriarhata, kot družbenega pač sistema, ki v bistvu nas ugonoblja vse. Ne. In potem v bistvu znotraj teh 80-ih let vidimo pač to usmeritev v to potrošništvo, se pravi ta liberalizem, ustanavljajo se v bistvu nevladne organizacije, sprememba sistema, ortokapitalizem, in hkrati v bistvu pač lahko vidimo, kako do neke mere narašča neka senzibilizacija do problematike nasilja. Se pravi, to vidimo v pač tem, da trenutno čisto vsak državni organ, čisto vsaka institucija, čisto vsaka nevladna organizacija v svojih aktih, v svojih čemarkoli manifestih, biblijah govorijo o ničelni toleranci do nasilja, ampak hkrati ne ponujajo odgovorov, kaj pa ta ničelna toleranca pomeni. In se poslužujejo hkrati v medijih, pač filmski industriji in pač tudi na sistemski ravni, v popularni kulturi, glamorizirajo celo to nasilje. In se pravi pač liberalne družbe in hkrati mislim, da pač sem noter padejo tudi v zelo veliki meri pač NGO-ji, ne znajo v bistvu onkraj ravno tega pač naslavljanja žrtve in pač nudenja pač neke psihosocialne pomoči in namestitve v varne hiše, materinske domove in tako, kar je ful velik dosežek. Vprašanje, kakor je pač že jasno rekla, kaj zdaj s temi povzročitli. In tle so v bistvu ravno te samoorganizirane skupnosti, skupine zelo pomembne. Pač temeljina na tej transformativni pravičnosti, ki naslavlja skupnostno odgovornost. To mislim, da je v bistvu ključno. Mi kot družba ravno zaradi te prevelike birokratizacije, v kateri smo, ping-pongamo, kdo je pač pristojen za obravnavo nasilja, hkrati smo vsi pač odgovorni. In kaj nas učijo ravno te prakse je, po večini temeljijo na konfederalnem sistemu, se pravi pač sistem komun, ki so v bistvu odgovorne tudi za varnost. Varnost nikoli ni vprašanje pač outsourcanja, kar je pri nas policija, in je pač nek represiven aparat, ampak gre zmeraj za v bistvu vprašanje ljudstva. Zdaj jaz govorim ljudstva, ker so bila ljudstva, ki so se spomnila pač recimo teh praks, recimo Mapuče v Čileju, Zapatisti v Mehiki, ampak ta ljudstva mi ne govorimo o 500 ljudeh ali pa o 10.000 ljudeh, kakor je v Savskem naselju, govorimo o milijonu ljudi, ki pač so se odločili za to vrstno obliko organizacije družbe, kjer v bistvu so pač vse strukture ustanovljene in podrejene pač družbi. Zdaj, meni to je mogoče težko za razumeti, ampak najlažji, v bistvu bom povedala eno anekdoto, zaradi tega, ker je ful lažje za razumeti, kaj to pomeni čisto konkretno. Aha, takole ga moram imeti bolj noter, slišim ga. V Rožavi se je zgodila 2012 revolucija in hkrati s to revolucijo v bistvu te revolucije naprej niso razumeli kot momentalni dogodek, ampak nekaj, kar je v trajanju, se pravi nekaj, kar se še zmeraj dogaja. In takoj po tem razglasitvi revolucije se zgodi feminicid. Moški žensko ubije in pač tam se sprašujejo, mi smo gradili pač te strukture, da lahko naslavljamo pač patriarhat, da lahko naslavljamo nasilje, da lahko probamo videti
in iti onkraj pač nekih kaznovalnih politik, zaporov in tako naprej in ustanovijo in se odločijo, da bodo ta proces zoper tega povzročitelja nasilja oziroma pač morilca v tem primeru predvajali svetovno. A ne? In zdaj moj prvi vtis, ko sem slišala to nekdo, to je bil tako ameriški sistem, populizem, vsi gledamo njihove sodne sisteme, štrikam z ušesi in sem tako, ampak hkrati, kaj je to za njih pomenilo, ne? Pač izhajajo iz neke fevdalne ureditve, pač hkrati ni bil to nek klasičen sodni proces, ki smo jih mi vajeni, ne? Ampak ustanovijo ljudski tribunal, mislim, da se tako temu reče po slovensko ali kakorkoli, medinstitucionalni tim, se pravi to, kar se zdaj ustanavlja recimo s CSD-ji pa prek šolah, ko je pač neko nasilje zoper otroke, neke take vrste v bistvu pač socialni svet, povzročitla žrtve pač v tem primeru ne moramo imeti, ampak kako v bistvu pač ta njihova kako njihova družba deluje, da se potem v bistvu, vsaj v tistih časih se potem v bistvu družina maščuje, ne? Se pravi, maščevanje je bilo takrat še toliko prisotno in hkrati v bistvu celotna družba in družba onkraj pač samo njih samih v tej neki komuni lahko pač spremljajo ta postopek. Ne? In ta postopek v bistvu je bil konkretno usmerjen res v pač to prevzemanje odgovornosti povzročitelja, se pravi njegovo prepoznavanje tega, kaj so njegovi patriarhalni vzorci, iz kakšne družine izhaja, kakšen je sistem, ki ga je v bistvu izoblikoval, kakšno zgodovino ima, ne, ker recimo, Jasna, ki je govorila o treningu socialnih veščin, ne, pač na temu treningu 24 srečanj noben ne uporablja patriarhata, noben ne govori o družbeni moči moških na neki svetovni ravni. Ne. Se pravi, mi govorimo o nekih družinskih povezavah, vzorcih travm, ki so pač pomembni. Alkoholizem je faktor, ampak pač ni pa to res korenina problema. Ne. In tam grejo v bistvu toliko globok, no ampak da skratim štorijo, on ne vidi na koncu tega procesa, on ne prizna, on ne prevzame odgovornosti. Se pravi, oni grejo čez mesece in mesece tega, pač izobraževanja, sociologije, vsega, ne, pač povezujejo različne družbene sfere, on ne prizna in na koncu ga dejansko strpajo v zapor, ne. Ampak ta zapor v bistvu tudi ni klasičen zapor kaznovalne politike, tukaj boš zavedno, ampak pač res, zdaj si ti samo pod ful velikim nadzorom, ampak ti se boš zdaj sam še fucking izobraževal, ne? Izobraževal o tem, kaj si naredil, iz kje to izhaja, prebral boš pač delo na teh stvareh, dokler tebi ne bo jasen. In pač jaz ne vem, ali njemu že zdaj jasen, ali še ni jasen, ali je zunaj ali ni. Ampak skratka hočem reči, da transformativna pravičnost ni nujno ali, ne. Se pravi, mi zanikamo, ampak gre v bistvu v smeri abolicionizma, recimo, če komu poznam ta termin. Se pravi, kako družbeno, zdaj sem ful dolga, pa se ful opravičujem, ampak v bistvu hodila sem prikazati, da ni pač toliko črno-belo, ne, se pravi, ne poznajo zapora ali pa pač to ne more biti neka končna oblika, ampak samo, da so v bistvu te metode malo drugačne in da se te metode da preslikati, ne mogoče na celoten naš sistem, ampak se lahko pač različne skupine, mi tle bi se lahko odločili za to, ne. In kar je najpomembnejše, te prakse oziroma ta metoda ima toliko veliko veljavo v družbi, da jo družba v bistvu jemlje za edino pač legitimno stvar, ne. Se pravi, pač v Rožavi, kaj se zdaj dogaja, obstaja še zmeraj sodni sistem Sirije, ampak ko se zgodijo tovrstne zadeve, pa ne samo Kurdom, ampak pač vsem verskim skupinam na tistem teritoriju, noben ne gre na sodišče, noben se ne posluži te uradne poti, zaradi tega, ker ima pač tovrstna metoda reševanja in naslavljanja nasilja toliko veliko veljavo, da se jo vsi pač pa samo rajš poslužujejo. To pomeni, da avtomatsko pač ni recimo temu sodelovanja z institucijami ali pa zanašanje na institucije? Recimo policija, ne? Zdaj, kaj si glih rekel, policija, recimo znotraj te
če grem zdaj pač spet na Roževa, zato ker jo boljš poznam, ali pa recimo na Zapatiste. To je vprašanje varnosti, a ne, v strogem. Policija je vprašanje varnosti, pa vojske. Zdaj, pač, ko imaš ti v bistvu, ne, jaz če si predstavljam Slovenijo razdeljena, ne, Ljubljano razdeljena na različne krajevne skupnosti, to bi pomenilo vsaka krajevna skupnost, Zdaj, mogoče je to tudi zelo ful radikalno, ker je iz Štajerc naredil svojo vaško stražo, pa smo ga, ne, zdaj bom rekel vaško stražo. Ampak, ko imaš v bistvu ti celoten sistem prepleten ideološko pač od bottom up in ni pač hierarhičnih struktur, mislim, da se ful lažje v bistvu reči tudi recimo vprašanje pač te varnosti. Ne? Se pravi, konkretno 4 različne strukture znotraj komun, znotraj različnih regij in na ravni celotne te avtonomne regije obstaja, ki pač naslavlja vprašanje policije. Zmeraj odgovarjajo komunam, zmeraj pač komuna, ki je sežetek različnih gospodinjstv, znotraj različnih komun imaš ti svete. Se pravi, zmeraj je katerakoli represija oziroma katerokoli vprašanje pač podrejeno pač ljudskemu odločanju. Ne? In na ta način v bistvu ti lahko rečemo, da obstaja policija tam, samo pač ta policija ni enako strukturirana, ni enako organizirana, ni enako financirana in tako naprej. Ne? In s tem v bistvu pač na tem v bistvu temelji to skupnostna odgovornost do reševanja pač nekih družbenih problemov. No? Ok, se bomo ustavili na tej točki, da damo še priložnost tudi Sari. Zdaj, potem pa lahko naredimo še en krog, no, ker verjetno boste tudi druge hotele še kaj pokomentirati. Zdaj, obstaja seveda pa tudi bolj neorganizirano, recimo temu bolj spontano delovanje proti nasilju, brez nekih formalnih struktur, neka individualna samoobramba, ozaveščanje, hitre protestne akcije. In zdi se mi, da so takšne metode nekako najbližje tebi. Kako ti razumeš nasilje v današnjem družbenem kontekstu in kakšne metode zagovarjaš? Ja, nasilje razumem na mnogo ravneh in se mi zdi, da se velikokrat preveč osredotočamo zgolj na fizično nasilje. Mogoče smo zdaj že malo razširili tudi na specifično spolno nasilje, ki se pač pogosto dogaja ženskam že od v resnici zgodnjega otroštva ali pa bolj, mladostniških let. No. Pa potem govorimo o psihološkem nasilju. Se mi zdi pa, da se premalo pogovarjamo tudi o nekem sistemskem nasilju, o nasilju, ki ga trenutno nad ženskami po celotnem svetu izvajajo desno usmerjene ali politične stranke ali organizacije. V Sloveniji recimo pač vidimo porast nekih desnih ekstremistov, pro-life organizacij, ki pač si kljub temu, da so naše kolegice bile pred leti in tovarišice bile pred leti težke boje, da smo danes prišli do teh pravic, ki jih imamo, do tega stanja, v katerem danes živimo, pa še vedno pač ni enakosti in ni idealno življenje za žensko. Si še zmeraj drznejo paradirati po mestih, kjer pač živimo ženske, mlade ženske in se vtikajo v avtonomijo naših teles. In to je eno izmed tistih področji nasilja, ki mene v resnici najbolj boli. Pa ali pa tisto sistemsko nasilje, ki nas nekako potiska v prepričanje, da se ne smemo same braniti. Ali je to verbalno s prisotnostjo na ulicah, ali je to fizično, ko nas nekdo napade, pač me kot ženske moramo biti prijazne, simpatične, uglajene, bog ne daj, da Zala prekline pa vmes reče fucking, medtem ko govori, ker to pač ženski ne ustreza in ženske smo tiste, ki pač se moramo podrejati moškemu in ne vem, v večji meri pač požremo to, kar moški govorijo. In v bistvu me jezi, da smo ženske postavljene v to pozicijo, kjer moramo biti simpatične. In jezi me tudi
nasilje, ki se trenutno izvaja, pa pač ne bom rekla, da je Urška Klakočar Zupančič moja najljubši obraz feminizma, ampak vsekakor pa se mi zdi, da če bi se zdaj pogovarjali o moškem političnem predstavniku in o tem, kdo je bil pri njem na obisku v Državnem zboru v nočnih urah, pač ne bi bil to tak škandal in se ne bi ukvarjali s spolnostjo žensk, mislim, moškega. Torej ja, sistemsko nasilje na vseh ravneh, tudi do političnih predstavnic na najvišjih položajih v tej državi. In se mi zdi, da moramo dopuščati prostor ženskam, tudi ženske ostalim tovarišicam, kolegicam, da se pač organizirajo proti nasilju na takšen način, kot same mislijo, da je prav. Da iščejo same pri sebi potrebe in neke metode boja. Ali so to nevladne organizacije, ali so to neka gibanja, kolektivi, kjer se pač gradi neka širša skupnost, skupno ideologijo, kjer se tudi jaz sama rada gibljem, ali so to neke okrogle mize, ali so to delavnice, ali pa to, da se pač skupaj dobimo na protestu. Meni se zdi, da smo zdaj na točki, kjer se morajo feministični boji združiti. In nasploh, itak, to so te klasične floskule, na levem polu smo največji sovražniki samim sebi in se delimo in se fragmentiramo, ampak je res. In je tudi pri feminizmu tako, pač nek inštitut 8. marec je, ne vem, v luči ostalih kolektivov prepoznan kot neka skrajno neoliberalna organizacija trenutno, ampak treba se zavedati, da pač na neki točki se moramo povezati vse, se moramo povezati socialistke, anarhistke, liberalke, zaradi tega, ker pač imamo skupen boj in to je pač boj proti patriarhalnemu sistemu, v katerem živimo. Če sem prav razumel, zdaj, ko govoriš o uporu, o boju proti nasilju, o metodah, ki naj jih uporabijo ženske, ali naj torej ženske uporabijo tudi nasilje, zato da se uprejo nasilju? No, tako. To vprašanje isto, hvala ti za to vprašanje. Tako že en teden se poskušam umiriti in vsak večer hiperventiliram, ko razmišljam o tem vprašanju in razmišljam, kako bom tukaj izpadla. In potem v nedeljo Brini, tovarišici tamle v zelenem puloverju, uničim rojstni dan in skličem skupščino in potem nas 7 tovarišic 1,5 ure razglablja o tem, ali se lahko nasilno upremo ali ne. In na koncu ne pridemo do nekega konsenza, ker se nam zdi, da, ne vem, je neka tanka meja med tem, kar bi 22. člen Kazenskega zakonika označil za silobran in med neko normalizacijo nasilja. Nekako se mi tudi ne zdi, da bi rada potisnila ženske žrtve v položaj, kjer se morajo čutiti odgovorne, se pravi, kjer morajo čutiti odgovornost, da se morajo z nasiljem upreti nasilnežu. Po drugi strani pa tudi ne bom zanikala, da pač, ko bo nekdo v moji okolici napadel žensko, pač, če bo treba, bom uporabljala silo. Ja, vaško stražo. Bomo pač imela žensko vaško stražo, mislim, da je čas za to. Ja. Tako da ja, meni se zdi, da pač je to res polzak let in razglabljati zdaj o tem, a je nasilje rešitev ali ne, se mi zdi, da je neka razprava, o kateri bi se dejansko lahko pogovarjale še mnogokrat. Sama pa mislim, da v določenih situacijah je pač žal, to tudi jaz nam po moje še najbolj ve tukaj, ko pride do tiste recimo skrajne točke femicida, ne vem, mogoče bi pa se z nasiljem, skupnostnim nasiljem zaustavilo povzročitelje nasilja. Ok, zanimivo. Zdajle, po tem prvem krogu me zanima, a bi želele na to temo še kaj povedati, pokomentirati, preden preidemo na druga vprašanja in pa seveda na vprašanja in komentarje publike. Aha, boste kar skupaj. No, zato, ker zdaj
malo smo bili predolgi v tem prvem krogu, tako da gremo bolj na hitro v drugi krog. Tukaj bom pa postavil enako vprašanje v bistvu vsem. No? Kako vidite prihodnost bojev proti nasilju nad ženskami, zlasti, če upoštevamo trenutni tudi družbeno-politični kontekst, ki ga je izpostavila recimo tudi Sara. Ogrožene so nekatere temeljne pravice žensk, vidimo, da oblastne položaje zavzemajo moški, ki so seksisti, ki so odkriti nasilneži. Skratka, kako naprej? Zdaj sem malo upala, da bom imela malo premora vmes, ker se že kar tresem. Prihodnost. Ja, čeprav si rekel, da sem svobodna ptica in da malo letim vse povsod, je mogoče to zaradi tega, ker sem trenutno malo preobremenjena še s faksom, ker očitno je tudi FDV lahko obveza. Ampak nekako je vseeno mene vedno reševala skupnost. In nekako se mi zdi, da dejansko to neko grajenje skupnosti in tudi, če si drznem reči, interdisciplinarnost, kar se tiče, ne vem, povezovanja z različnimi kolektivi, se mi zdi dejanska rešitev. Revolucija zagotovo bo feministična, to sva se že zalo pogovarjali, ali pa je ne bo. In ja, se mi zdi, da pač moramo preiti v vse spore današnje družbe do vseh žensk, kar dejansko nam v določenih situacijah tudi uspeva. In mogoče bi se navezala še na Mojco prej, ki je omenjala novinarke pač še v času Jugoslavije, kako so stale z vami in vas podpirale. Jaz si to želim. Želim si medije, kot študentka novinarstva predvsem, ker se mi zdi, da ravno kar zelo dobro okušam, kaj pomeni novinarstvo danes. Jaz si želim novinarstvo, ki je politično, ne ki se pretvarja, da je apolitično. Tukaj ne govorimo o strankarski politizaciji novinarstva, ampak tukaj govorimo o politizaciji novinarskih mnenj, ki bodo dejansko delala za družbeno korist. In želim si, da bi živela v sistemu, kjer kot bodoča novinarka ne bi na vsakem koraku naletela na rezanje lastnih krilc, kjer mi pač dajo jasno vedeti, da jaz kot konkretno opredeljena ženska, guess what, opredeljena glede ženskih pravic in človekovih pravic in podnebne krize, pač nikoli ne bom, oziroma še dolgo ne bom, če bom blebetala, tako kot blebetam danes, ne bom politična novinarka, ne bom smela pisati o politiki, Sara pač lahko pišeš o kulturi ali pa o tem, kaj se dogaja v Savskem naselju. In to je tisto, kar mi je žalostno. Jaz si kot novinarka želim imeti svoj prostor, kjer lahko govorim o feminizmu, kjer lahko govorim o podnebnih spremembah, kjer lahko govorim o tem, da mi je fucking ogabno živeti v kapitalistično-patriarhalnem sistemu. V redu. Zala, prosim. Ja. Jaz mislim, da bomo šli isti krog, pa sem probala razmišljati malo onkraj tega, kar se mi zdi, da bi moji predhodnici govorili, in pa sem se ujela v to, kako jaz mislim, da vem, kaj boste oni dve govorili zaradi pozicij, iz katerih sta izhajali, in tle je že ta prvi ideološki, ta ideološka blokada, na katero sem naletela. Tako da ja, zdi se mi ful pomembno nasilje nad ženskami povezovati z vojnami, z tem, kar se trenutno dogaja zares v svetovnem merilu, pa zares tudi sam na ravni Evrope, a ne? Ravno kar se pač celotni evropski vrh je odločil, da gremo mi v hardcore oboroževanje, ker to bo rešilo vojne tega sveta in vzpostavilo mir. In razmišljam o tem, kako v bistvu povečanje oboroževanja, ne samo konkretne v bistvu vojne oziroma pač fizične vojne, vplivajo veliko bolj na ženske in ostale pač skupine in spole v boju, otroke in tako naprej. Kako to pač
povečuje nasilje nad ženskami, kako to povečuje pač družinsko nasilje, kako to povečuje pač nasploh nasilje v družbi, kako to vzpostavlja hardcore pač polarizacijo, kako vzpostavlja pač begunstvo, kako to potem vpliva pač na, ne vem, na konc koncev na pač podnebje in tako naprej, a ne, in zdaj, ko greš v ta krog se nikoli ne bo nehal, ker pač vse vpliva na vse, a ne. Torej, kako združiti ta različna področja, kako ustanavljati pač samoorganizirane strukture, kako jih znati pač povezati. Eno smer gre sigurno to, kar je že Sara tudi prej omenila, ne, Združena fronta žensk, pač jebi ga. Zgodovina nas uči, zgodovina povezana s sociologijo nas uči, da ko ženske diktirajo, in tle bom pač uporabila prav res besedo diktat, ker drugega v bistvu nam ne preostane, a ne. Se pravi, kako postati pač ta avangarda, ki diktira pač mediacijske procese, ki diktira mirovne procese, ki diktira pač smer ekonomskega in družbenega razvoja pač celotne naše družbe. En ful dober primer za to je bilo to feministično razsodišče leta 2015, sploh ne vem, če kdorkoli od vas ve, po Srebrenici oziroma po vojnah na Balkanu so se žene v crnom, pač neka feministična samoorganizirana skupina iz Srbije povezala z vsemi feminističnimi skupinami bivše Juge in vzpostavile pač to žensko razsodišče, ki bo dalo žrtvam vojnega nasilja, pa ne samo vojnega nasilja, ker je pač nasilje je povezano pol zmeraj tudi s spolnim nasiljem, s posilstvi in tako naprej, dalo žrtvam pač ta nek epilog, ne. In tle se je v bistvu vzpostavil ta zgodovinski moment, kjer, a ne, ko ženske furajo te strukture dalje, se lahko nekam premaknemo, a ne. In grozen je, da so pač te žrtve vojnega nasilja dobile epilog šele 2015, ampak hočem povedati, no, čas je, da se to dogaja, zaradi tega, ker živimo že v 3. svetovni vojni, vojna ni samo v Ukrajini, vojna ni samo v Kurdistanu in vojna ni samo pač v Abja Jali in na Filipinih in tako naprej, ampak je pač vojna, ki jo bijejo na naši mentalni ravni, liberalizem fucking žre naše otroke in žre nas vse. In za voljo tega rabimo sprejemati pač skupnostno odgovornost za prihodnost in za preteklost, ki smo jo sokreirali in ki jo moramo sokreirati. In s tem v bistvu dati na stran pač neka ideološka diskrepance in najti pač načine, kako povezati to v tako gmoto, ki nam ne bojo mogli postati ta vojna, ki se jo bojijo, in to bo pač ta ženska Fronta. Ja. Vaška straža, ki ne bo samo vaška straža. Globalna straža. Prav, hvala Zala, Jasna, prosim. Ja, v redu. Ja, jaz bi mogoče dodala, da se meni prihodnost zdi v tem, da je potrebno poglobiti na eni strani razmisleke in znanje o tem, kaj sploh je nasilje, pa kje je izvor, in da direktno nasilje je zgolj simptomatika strukturnega in kulturnega nasilja, in dokler se tega pač ne bomo zavedali kot družba, bomo pač sprejemali ukrepe, kot so samo višanje kazni, ki je jasno in že dokazano, da pač ne delujejo za nižanje kriminala in zmanjševanje nasilja, ne. Tako da to je prva stvar in jaz mislim, da je tu treba zelo sistematično začeti delati z mladimi že zelo zgodaj. Eno je v tej smeri, ampak ne samo v smeri torej poglabljanja znanja o nasilju, ampak tudi na splošno o odnosih, o razumevanju sebe in paziti na to radikalizacijo in te prepade, ki se dogajajo in ki jih trenutno zaznavamo med dekleti in fanti.
Jaz mislim, da prihodnost nasilja in boja proti nasilju nad ženskami ni samo ženski boj, ni samo stvar, ne bomo uspešni, ker vidimo, do zdaj je bil in nismo prav zares uspešni, kot si želimo. Dejstvo je, da tukaj potrebujemo zaveznike tudi na drugi strani, moške, ki so že in so tudi že glasni, ki nagovarjajo povzročitelje nasilja, in druge moške, ki razmišljajo bolj radikalno na popolnoma drugačen način. To vidimo tudi v sistemu dela, če z povzročitelji nasilja, in to je en del, recimo v institucijah, in drugo je to, kar je Zala prej razlagala. Jaz to razumem v tem sistemu, ki si ga ti razložila, ne, bolj kompleksno. Če ga prenesem v en tak jezik, v lokalno okolje oziroma v naše okolje, jaz razumem, da je boj zoper nasilje dejansko en del je ta institucionalni, ki ponuja neposredno varnost, drugi del je pa družbeni. In veliko nasilja je mogoče ustaviti že s tem, ko recimo sokrajani ali prijatelji ali znanci tistemu povzročitelju povejo, da nasilje, ki ga izvaja, mu dajo vedeti, da s tem nekaj ni okej, in ga dejansko mu postavijo sliko, kaj počne, ne. Če ga ostali moški, ker tu so pokazale tudi številne študije na področju moškosti in moških, da je ena najmočnejših mehanizmov za preprečevanje ali pospeševanje nasilja v zasebni sferi je prav medvrstniška moška podpora. Torej, kakšno podporo bo povzročitelj in ljudje, ki povzročajo nasilje, imel ali ne imel, lahko odigra odločilno vlogo, da bodisi preneha ali prepozna oziroma vsaj se omejuje v tem, kar počne. Enako je v kolektivu. Če imamo mi, ne vem, sodelavca, ki spolno nadleguje, in če mu noben od sodelavcev nič ne reče, bo to mirno počel naprej, ne. Če ga pa kdo, tako da tukaj začne se prav zares že spodaj, a ne, in ta varnost je širše družbeno vprašanje. Tako da tu jaz vidim, in pa mogoče bi dodala, samo še to, naše rešitve na neposredno, torej nasilje, ki je direktno, so v glavnem to, dajmo spremeniti zakon in zvišati kazni, ne. Tako da tu res moramo biti previdni, da to niso rešitve, tako da tudi jaz nisem naklonjena zelo blaznim višanjem kazni, ampak drugim sistemom in načinom dela. In pa mogoče na vprašanje nasilje na nasilje, reakcija nasilja. Jaz mislim, da tu niti ni, da je tu treba drugače si zastaviti vprašanje, pa prav zares se vprašati, ali sploh razumemo, kaj nasilje je, ne. Torej, nikakor ni spodbuda to, da jaz rečem ženski, da naj bo nasilna do svojega partnerja, ampak seveda, če je napadena, če čuti, je pa to vrsta obrambe, a ne. In tukaj moramo mi znati razumeti, kaj dejansko je nasilje, kaj pa je tista nasilna reakcija, ki jo je pa sprožilo drugo nasilje, ne. In tukaj recimo Fromm govori o benigni agresiji, ne, in ločuje med tem, a jaz želim nekoga namerno uničiti ali se odzovem nasilno, zato ker instinktivno in ker sem bila ogrožena ali ker me nekdo ogroža. Vidimo pa, da v sistemu se tega ne ločuje, tako kot je rekla Sara, tudi ko pride do dejanskih situacij, a ne, tudi v pravnem sistemu, velikokrat ne prepoznajo, ko je recimo prišlo do, ko je ženska umorila partnerja, ravno eno tako sojenje zdaj poteka, ne, ki je bila dejansko obramba, ni bil sicer silobran, ker ni bila neposredno napadena, ampak predtem leta trpinčena, pa se ne zna razumeti in prepoznati. To je pa, jaz mislim, ker je ogromno zmede na področju sploh razumevanja, kaj nasilje je. V redu, še Mojca, zaključna beseda, tako rekoč. Ne, zaključno besedo boš imel ti, po mojem, ne. Jaz sem zdaj v depro padla. Res, ker se mi zdi tako, da se vrtimo v krogih, ne mi zdajle tukaj, ampak v bistvu se mi je depra že začela prej v prvem krogu, ko sem jasno poslušala, ko je rekla, da se vračamo k temu, da se nasilje nad ženskami obravnava kot nekakšne družinske konflikte. Pa sem pomislila, da v bistvu nikoli nismo izstopili iz tega, ne. Mogoče se je majčkeno na površini to zabrisalo, malo so se parole spremenile, ne. Nekateri seveda so tudi na inštitucijah dojeli, da je treba stvari videti drugače in drugače ukrepati in to, ampak večina pa vendarle ne. Jaz sem pred enimi 10 ali 15 leti že mogoče lektorirala eno magistrsko nalogo, intervjuji s socialnimi delavkami. Tam je šlo za drugo vprašanje, vprašanje dojemanja žensk
v obravnavi na centrih za socialno delo ali pa v varnih hišah, ženski prihajajo iz drugih okolij, ki so priseljenke, če rečem po domače. In se je tam pokazalo toliko ene nestrpnosti do Romin in Romov, recimo, ki itak vemo, da je pri nas problem, ampak ne samo do njih. Skratka, vidim, da spodaj je ves čas zadeva pravzaprav nespremenjena. No. Se pravi, da nismo bili uspešni. Kaj si prej spraševal o uspehu, da čeprav se strinjam z Jasno, da se je marsikaj spremenilo, predvsem na zakonodajni in tej deklarativni ravni spet, ampak ko pa pogledamo, kako ti mehanizmi, ki jih imamo zdaj vse na papirju, v praksi delujejo, pa vidimo, da če bi imela še eno življenje, bi ga pač spet za to zapravljam, pa ga ne bom mogla, ker ga nimam. Zelo se strinjam s kolegicami, da je delo v skupnosti tisto, kjer je prihodnost. Ne vem, a bomo prišle do tega koraka ali ne, glede na to, kaj se nam zdaj dogaja v vsem svetu, ampak povsod po svetu, ampak v resnici mislim, tudi socialno delo, če kakšna socialna delavka tukaj to ve, pozna pojem delo v skupnosti. Tako daleč je že to prišlo, ampak v resnici se mi zdi pa, da se to nekako ni prijelo. Mogoče v nekih ožjih strokovnih krogih sicer pa ne. Mi feministke smo pač se lotile dela v smislu podpore in pomoči žrtvam, ženskam predvsem in otrokom. Potem so se našle druge, ki so se odločile za delo s povzročitelji. V samih skupnostih, tako kot bi rekla Zala, mislim, da omenila krajevne skupnosti oziroma četrtne skupnosti po Ljubljani, pa ne vidimo kakšnih takih politik. Te skupnosti se ukvarjajo s čisto drugimi vprašanji, mogoče s tem je kakšno otroško igrišče, pa je kakšna športna prireditev in tako naprej, s takimi vprašanji pa ne. Jaz pa mislim, da druge poti ni kot ta. Na globalni ravni lahko mi vse dokumente sprejmemo in ne, da jih lahko, jih imamo. Res. Ne vem, če še kakšnega rabimo. Na mikroravni lahko pomagamo konkretni osebi, ampak tisto vmes nam je pa umanjkalo in mislim, da je prihodnost tukaj. Edino to bi še rada rekla, ker so bile ženske v črnem omenjene. Ženske v črnem so seveda tudi bile pobudnice tega, kar so pa tudi druge feministične skupine sprejele in to pobudo peljale naprej, da je bilo posilstvo v vojni opredeljeno kot vojni zločin. To je bila velika stvar pred 30 leti in se mi zdi, da je prav imeti v kolektivnem spominu. Tako končujemo depi. V redu. Nismo še čisto zaključili. Jaz sem prepričan, da bo gotovo kaj reakcije same publike in bo potem spet priložnost, da še podkrepite svoje argumente. Tako da lepo prosim, če se javite k besedi, poveste, kdo ste in zastavite vprašanje ali pa mora biti komentar. Halo, Živijo, jaz sem Živa, sem tudi soorganizatorka Dneva enakosti spolov poleg Milice Antič Gaber, ki je glavna organizatorka, ki sedi poleg mene. V bistvu jaz imam samo tako nek komentar, ful ironično, tudi mi, ki organiziramo zdaj Dneve enakosti spolov, se zdaj že nekaj časa dogaja, nekaj let, da ko povabimo določene kolektive, da sodelujejo z nami, smo velikokrat označene tiste, ki ali sodelujemo na Dnevih enakosti spolov, jih vodimo karkoli, a ne da delamo neke ali liberalne prakse ali da dogodke, ki so sami sebi namenjene in ti se v bistvu trudiš ozaveščati javnost, trudiš dati neke teme, ki težko pridejo v javnost, o katerih recimo težko beremo, jih mogoče niso tako pogosto medijsko pokrite, istočasno pa dobivaš od lastnih ljudi, od ljudi, ki v bistvu bijemo neke iste boje, jaz sem tudi študentka filozofske fakultete, dobivamo pa tako, ne vem,
velikrat v hrbet od ljudi, ki bi pričakoval podporo, ker tudi ti jih podpiraš. A ne? In mi je tako ful zanimivo, ker na eni strani se jaz ful strinjam s tem, a ne, da bi se mogli kolektivi povezati, da bi mogli v bistvu na koncu vsi skupaj, ker to je naš skupen boj, a ne, ampak na koncu si pa velikrat sam, ker se trudiš sam tudi premikati, a ne, tudi jaz recimo delujem na tem, da dogodke, ki jih organiziramo, zato sem tudi pri dnevih enakosti spolov, je zato, da mi ozaveščamo javnost, a ne, ker če ti sam ne greš v to, da boš ozavestil, kdo drug bo zate to delo, a ne, nihče. In mi je tako ful grozen, velikrat ravno to, a ne, kad ti probaš, si dober, ne delaš to sam zato, da boš ti nekaj pridobil, ampak da lahko daš, a ne, povezuješ ljudi, delaš dogodke, tudi okrogle mize, karkoli. In mi je tako vedno grozno, ker pač imam veliko kolegic, kolegov, znancev, znank, a ne, ki na koncu te v bistvu zavrnejo, ti rečejo, se to je pa brez veze, da se danes pa še to trudimo, itak akademija propada, znanost propada ali pa znanost je samo liberalna, kar itak je, ker danes recimo mladi se soočamo s tem, da moramo imeti točke, a ne, in da sam točke nas vrednotijo, da ti prideš zraven v neko inštitucijo, itak, ne vem, če nisi nek nepo baby, itak boh ne deja, ne, skoraj, mislim, pač vsi vemo, kako to gre. In ja, no, sem v bistvu hotela sam ta komentar dati, a ne, da je v bistvu velikrat tudi težko kdaj neke dogodke organizirati, delati, a ne, se ti trudiš, hkrati ti pa vsi rečejo, ne, in pol valjda se vidimo istih 10-20 ljudi, ki smo tukaj zato, da bi gradili skupnost, ki smo tukaj zato, da pač je treba iti s tem naprej, ker če mi ne bomo, kdo bo, a ne. Tako da ja, sam to dajem tako nekako v širše. Ok, še kakšen odziv? Pa lahko potem skupaj odgovorimo, ne? Poberemo par vprašanj, če se strinjate. Torej, smo povedali vse. V redu. Živa pravi, da nam manjka nacionalne enotnosti. Tako malo povezujem to, no, s to idejo. Bi se... Ja, povej. Bi vseeno en kratek komentar imela, ne? Ker zdajle nekaj prevajam eno knjigo, staro 50, 60, 70 let, nekaj takega. Pa sem naletela na odlom, ki me je prav pretresel, moram reči. Komunistična partija Jugoslavije se je začela pripravljati na vojno leta 1936. Hočem reči, da treba je gledati naprej, ne? Treba je gledati naprej in iti čez te polena pod noge, ker verjetno veš, ko nekaj delaš, zakaj to delaš, ne? Kaj je tvoj cilj, je težko včasih opredeliti, ne? Ampak kaj je tisto, kar te motivira, da delaš tisto, kar delaš, ne? Še ene stvari sem se spomnila, delo v skupnosti, ne? Včasih je treba res pogledati tudi kakšne tradicionalne prakse, ne? Ki delujejo v tisti skupnosti, iz katere pač izhajajo, v drugih mogoče sploh ne bi. V tistih pa ja, spomnila sem se svoje prijateljice Liljane Rajičevič iz Podgorice, ki nam je pred 30 leti razlagala, kako ona ukrepa, ko dobi v varno hišo žensko, ki jo pač mož, partner pretepa in tako naprej. Ona pokliče šefa klana, iz katerega je ta družina oziroma iz katerega je ta moški, v smislu, a boš ti kot patriarh, ne, patriarh tega klana dopustil, da se tvoj človek tako znaša nad žensko. To je ja sramotno ravnanje. Vem, da to ni praksa za Slovenijo, ampak včasih bi bilo res dobro, se mi zdi, da mogoče v tej smeri smo premalo delali in teoretsko in praktično, da bi razmišljali, kaj pa v naših skupnostih, iz katerih izhajamo, bi lahko delovali, ne? Da ne gledamo samo tistih praks, ki smo se jih učile v Veliki Britaniji, v Nemčiji, v ZDA in tako naprej, ampak pogledamo tudi, kaj pa naše domače tradicionalno znanje. Tukaj imam jaz malo optimizma, no? V nasprotju z ono depro prej. Dobro.
Še mogoče kakšne zaključne besede od drugih govork? V redu, potem lahko zaključimo s tem današnjim pogovorom. Mislim, da smo vsekakor ugotovili, da je feministično gibanje v Sloveniji močno, hkrati pa tudi raznoliko in oboje, jaz bi zaključil optimistično, oboje nas lahko veseli, navdaja z optimizmom, tudi za prihodnje boje. Hvala vam za udeležbo.